Zdaj pa, Nika se pripravi, kaj ti z nama v šolske klopi bo sedel radijski in televizijski voditelj Denis Avdić. Si pripravljena? Ja, sem. Zdaj se bomo vključili v jutranji program Radia 1, ampak mislim, da moramo še malo počakati, ravno toliko, da jaz naredim še malo mehurčkov. Nika! Ja, v živo bomo dvakrat v živo, Nika. Si že bil kdaj dvakrat v živo? Sej res, to bo dvojni živo. Denis, Denis je že tu. živijo. Čau! Lep pozdrav! Kako si? Maham. Ja, dober, kako sta vidva? Zelo dobro, vesela sva, da smo tako v živo na kvadrat. Ni dober, nam je malo čuden, ampak sliš se pa ful dober. Aha, nekaj. A nisi sam, aha, že vidim. Navijače imaš. Tudi. Ja, Denis, danes boš z nama sedel v šolske klopi, a si pripravljen? Mislim, da sem, tako da lahko začnemo. Jaz sem se pripravljal, jaz sem se učil, tako da mislim, da mi bo šlo. Najprej eno vprašanje, kolikokrat si šolske klopi popisal s kakšnimi plonkci ali pa grafiti? Nikoli. Učili so me tako, jaz sem imel vedno razkožilo s sabo, ko sem prišel, sem klop lepo pobrisal z razkožilom, tudi sedež, tudi stol, sem se lepo usedel in to sem počel od prvega dne naprej. In še danes. In to mi je danes prav prišlo. Ti si prerok. Ja. Kako pa si komuniciral z učitelji? Kako si jim pokazal, da se morda kdaj dolgočasiš ali pa da želiš kaj vprašati? Si dvignil roko ali si to izrazil s svojim izraznim obrazom? Ne, šola nikoli ni bila dolgočasna, vedno sem se veliko novega naučil, tudi odgovarjal sem na vprašanja, tudi če nisem vedel, tudi napačno, če je bilo treba, ker drugače, če ne bi odgovarjal, bi bil v šoli do Božiča in glede na to, da mi je foter grozil, da če bom slučajno padel, da me bo ubal, sem s tem reševal življenje. Dobro. Potem pa je najbolje, da to zdaj postavimo na preizkus. Nisem še bil v spraševanju, kjer ima učenec s sabo dva navijača in kar nekaj distrakcij. Kaj male sive celice, a ni? Tako, to so spletne učilnice. Torej, za začetek ti bova pokazala eno sliko in boš povedal, kaj na njej vidiš. Torej, vidimo za poslušalce tudi vidimo dva kroga in en pravokotnik na sredini. Jaz mislim, da teh stvari ni primerno kazati. Meni so rekli, da je to oddaja za otroke, vi pa to kažete na televiziji. Vsake oči imajo svojega malarja. Če bi bil pri matematiki pozoren, se ti zdi, da bi videl še kaj drugega? Jaz ne vem, jaz se bom vzdržal odgovora na to vprašanje, ker se mi ne zdi primerno. Dobro, torej šlo je za geometrijo, ampak obenem je šlo tudi za to, ker smo se prej pogovarjali ravno o komuniciranju, da res vsake oči imajo svojega malarja in tvoj ustvarjalen odgovor, vendar nedokončen, je bil recimo tudi napol pravilen. V resnici pa gre za val, za ploskve. Dve osnovni ploskvi, to sta kroga in pa plašč, s katerim se lahko tudi zavijemo, če nas zebe. Vidiš, da se da tudi drugače to povedati. Lepo. Vidiva, da si kar nabrušenega jezika, zato je najno naslednje vprašanje povezano z letem. Kaj je onikanje? In ali poznaš kakšen primer? Seveda poznam. To je, ko doma kličem svojega mlajšega otroka, ki mu je ime Nik. Jaz, ko pridem domov, rečem Nik. In to je onikanje, drugače pri nas doma poznamo tudi otimanje, aninanje, anananje in denisanje. Če bi imel hčerko, bi dal ime Nani. Aha, ja, spet zanimiv ustvarjalen odgovor. Recimo dobiš plus polovica točke za to, ampak v resnici ne gre za to, ne? Nik, zakaj gre? Pozitivno polovičko dobi, no? Pozitivno polovičko, ja. Hvala. Jaz bom raje nadaljeval z naslednjim vprašanjem, da se dokopljava do kakšnega pravilnega odgovora. Slovenščina in pesniške veščine komunikacije. Recitiral ti bom četrto kitico Povodnega moža, naju pa zanima, katero pesniško obliko je France Prešeren uporabil za ta umetniški zapis. A je to ep, sonet, a je to glosa? Si pripravljen? Nika, zdaj se pa izkaži. Na starem so trgu pod lipo zeleno, trobente in gosli in cimbale pele, plesale lepote z Ljubljane so cele, v nedeljo popoldan z mladenči vesele. Bila je kraljica njih Urška Brhka, plesati ni dolgo nje volja bila. Kaj praviš? Katera pesniška oblika je to? To gre glede na to, da pesem opeva najlepše mesto na svetu. Jaz mislim, da gre tukaj za najlepšo pesniško obliko na svetu.
Definitivno, definitivno. Pesem je žalostna, se pravi, gre za balade. Odgovor je D, balade. A sem milijonar, koliko darja sem dobil? Dobil si nagradno rolado za to balado, čestitke. Čokoladna bo, dobiš jo po Hvala pošti. lepa. In dobita jo tudi tvoja navijača. Milijonar je ena druga, to je tarča, kar povej. Rolado pošljemo tudi tvojima navijačeva. Lepo vas pozdravljamo, hvala za to Denis. javljanje. Imejte se Adijo, skrajno lepo lepo. se imejte. Hvala, čau. Jana, prosim, piši mi na telefon. Čau. Čakaš, da rečem? Veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audić Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.